vržete, da bo bolj zanimivo. To je hitro, super. Ok, ne bi se mislil ultraši, koliko ste hitri. Super, vidim, da smo v polni formi. Spoštovani, spoštovane, na predvečer slovenskega 12-urnega teka je prav in tudi luštno, da se takole zberemo, usedemo in rečemo kakšno o ultratekaškem dogodku leta, o ultrasceni in njenih akterjih. Dobrodošli vsi, ki ste se zbrali v tako lepem številu, vem, da imate jutri dirko, naj se bo kot udeleženci ali sodelavci, zato bomo tale pogovor poskušali narediti zanimiv, zabaven, predvsem pa ne predolg. Hvala najprej Lajrovi hiši, ki nas prijatno gosti v Stolpu Škrlovec, pa seveda Maji in Klemenu, ki sta si zamislili tale večerni dogodek. Hvala Mestni občini Kranj, Zavodu za turizem in tudi Atletski zvezi, pa sponzorjem Vzajemna Hoka, One, Venka Vojo in ostali, brez katerih slovenskega 12-urnega teka ne bi bilo. Tako da, dragi gostje, dragi govorci, ste pripravljeni, lahko začnemo, ste, če rabite, si mogoče grlo oblažiti, dobrodošli. Sicer pa, kot vidite, cenjena publika se mi je na odru pridružila kar 9 cenjenih gostov, s katerimi bi v nadaljevanju želel spregovoriti. Tako da hvala vsem za prijazen odziv. Jaz sem Marko Roblek, naj vam hitro predstavim zbrano omizje. Klemen Bošter, direktor prireditve Slovenski 12-urni tek. Potem zraven njega Maja Rigač, soorganizatorka in sekretarka Atletskega kluba Ultramaraton Slovenija. Zraven nje Jani Črne, podžupan občine Kranj. Iz Atletske zveze Slovenije prihaja dr. Andrej Udovč, predsednik tehnično-tekmovalne komisije. Ob njem dr. Mirko Miklič, predsednik Atletskega kluba Ultramaraton Slovenija in odličen ultraš in špartatlonec. Zdravko Čufar, zraven na moji desni, je tekač, ultraž že 20 leti, glasbenik in pisec himne za 12 ur v slovenski tek. Nataša Robnik ob njem, ultratekačica prvakinja, tudi že večkrat zmagovalka slovenskega 12-urnega teka. Miroslav Dakovič v sredini je predsednik Bosanskega ultra running tima in organizator Bih Ultra v Cazinu pred kratkim in ob njem Dragan Jankovič Janko, predsednik AK Sljeme, trener ultra reprezentance Hrvaške in Spiritus Agens ultra gibanja na Hrvaškem. Tako da, kar začnimo in za ogrevanje, Klemen Bošter, direktor prireditve. Že pred korono je bila organizacija 12-urnega teka v mestnem okolju kar zahtevna, sredi koronskih ukrepov pa se to zdi kar izjemen podvig. Zakaj si se odločil, da vseeno izpelješ ta dogodek? No, odločil sem se z Majo skupaj. Zakaj? Prvo zato, ker to radi delamo, ker blazno uživava v družbi najboljših ljudi, športnikov, ultramaratoncev. Predvsem pa zato, ker nam tudi občina Kranj, imamo Janija, Zavod za turizem to omogočajo. Z veseljem to delamo. Maja, če te je Klemen ravno omenil, si soorganizatorka, njegova desna roka, v bistvu glavna operativka, ki je v odsotnosti Klemena prevzela marsikatero njegovo nalogo, s kakšnimi izzivi vse si se srečala in kaj bi se dalo izboljšati, če bi bili pogoji drugačni, če bi bilo manj ukrepov in morda več finančne podpore? Ja, izzivov je bilo kar nekaj, predvsem novih izzivov zame, ker kljub temu, da sem že kar nekaj dogodkov organizirala, veliko prireditev, sem v bistvu zdaj prvič organizirala tekaško prireditev, kar je čist nekaj drugega, bolj zahtevnega in seveda z Klemenovo pomočjo ali pa njegovim subliniranjem nadaljavo mi je pač uspelo. Vsaj upam, da bo uspelo, to bomo videli jutri, ampak jaz sem prepričana, da bo prireditev vrhunska. Kar se pa tiče ukrepov povezanih s korono, je pa tako, da edina omejitev je, da pač so se tujci v manjšem številu odzvali na to prireditev, ker je ta prireditev zdaj poteka že 4.
je bila kar lepa udeležba tujcev, da so se pa pač iz znanih razlogov tujcev imamo sicer iz 8 držav, imamo tudi iz San Marina, iz Italije, Avstrije, Mačarske, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, ampak verjamemo, da če ne bi bilo teh ukrepov, da bi bila udeležba tujcev bolj številčna. Ok, izhodišče za prihodnje leta, kaj pa neobhodni partner je seveda Mestna občina Kranj, gospod podžupan Črne. Mi vsi vemo, da brez občine Kranj kot partnerja takega dogodka pač ne bilo mogoče organizirati. Kako pomembna pa je ta prireditev na drugi strani za mesto Kranj, kako lahko obogati recimo ponudbo dogodkov na eni strani, športno ponudbo na drugi strani in je dogodek sam na vse zadnje tudi zanimiv turistični produkt. Ja, hvala lepa najprej Klemu in Maji, sploh, da se truta, da to delata. Za mesto Kranj mi smo zelo zagotovili, da vrhunske športne prireditve lahko marsikaj prinesejo mestu. Mislim, da so te stvari, da so Kranjčani zelo dobro sprejeli. Seveda pač kakšni izzivi so, treba zapreti ulice, pač to prebivalcem včasih ni najbolj všeč, ampak mislim, da so vse to sprejeli za svoje. Tako da pač se trudimo, da te stvari, mislim, da je to zdaj drugič, da pač te stvari ostanejo in se nadaljujejo tradicionalno. Želimo si, da take prireditve, kot je tole, da imajo neko prihodnost v Kranju in pač želimo si, da najboljši svetovni tekači pridejo v Kranj in smo tudi veseli, da Atletska zveza to podpira in tudi, da atleti to prepoznajo pa pridejo sem. Ok, dobro izhodišče za naslednje vprašanje. Dr. Andrej Udovič, ultramaraton je v atletsko družino v Sloveniji prišel šele pred kratkim. Lahko tudi ultramaratonska panoga v razvoju, ki smo mu priča, stopil po ostalim panogam, kot recimo gorski tek in je kot taka slej ko prej prepoznana ne zgolj kot rekreacija, ampak čisto krvna atletika. Preden odgovorim, dovolite, da vas vse skupaj pozdravim v imenu našega predsednika Romana Dobnikarja, ki se žal opravičuje in je tako potem mene kot enega od operativnih oseb pooblastil, da zastopam tukaj Atletsko zvezo Slovenije. Kar se tiče pa vašega vprašanja, pa seveda, torej povedati je treba, da Atletska zveza deluje nekako tako tudi kot Svetovna atletska zveza ali Evropska atletska zveza, kjer seveda se zveza zelo močno posveča neposredno štadionski atletiki, medtem ko pa poteka atletika izven štadiona pravzaprav v okviru bolj specialnih združenj, ali so to zdaj organizatorji maratonov, ali so to organizatorji gorskih tekov, ali kot se zdaj v zadnjih letih prebuja tudi ultramaratonstvo in Atletska zveza potem sodeluje s temi organizatorji in seveda, ko se pojavi interes, ko se pojavi dovolj veliko število tekmovalcev, tudi začenja z organiziranjem državnih prvenstev. Tako lahko povem, da smo že za lansko leto želeli skupaj z društvom Tekači Vipavske doline, hvala lepa, organizirati prvo državno prvenstvo v teku na 100 km, žal nam to zaradi korone ni uspelo, računamo, da nam bo letos to uspelo. No, in ko je prišla pobuda, seveda smo se tudi z organizatorji 12-urnega oziroma 6-urnega teka začeli pogovarjati, kako bi v bodoče lahko v okviru tega teka tudi organizirali državno prvenstvo. Odlična popotnica. Tudi za vprašanje kasneje, ki ga bomo naslovili na organizatorja, omen še Mirko Miklič, ki pa je predsednik atletskega kluba Ultramaraton Slovenija, ki je v bistvu tudi soorganizator tega dogodka. Mirko je odličen ultraš. Mirko, da mi povej, ultramaraton, ultratek je vroča roba. Spremljamo zadnje leto, mogoče to naredila korona ali pa tek sam po sebi, no,
cel kup dogodkov od Wonsleyjevega rušenja rekorda na 100 km, Kiliana Jorneja, ki je poskušal na stezi 24 ur, rekordi na tekalni stezi na 50 km svetovni pad, rekord po tekočem traku, kako kot ti, kot poznavalec in na vse zadnje predsednik našega ultramaratonskega kluba, gledaš na stanje ultrateka nasploh, še posebej v Sloveniji. Z ustanovitvijo atletskega kluba Ultramaraton Slovenije se je nekako pokazalo, kakšen je ultramaratonski potencial v Sloveniji. Jaz ocenjujem, da je zelo velik, da je velik skritnih talentov in tako kot je bilo rečeno že na sami ustanovitvi, da je ultramaraton šport prihodnosti. Z organizacijami tekem v sami Republiki Sloveniji na 12 ur, recimo v Kranju, je to samo en dokaz več, kako stvar napreduje tudi v korona časih. Med sabo se podpiramo, še posebej bratske države, ki smo recimo v ultramaratonih in v ostalih športih sicer prepoznavni, ampak po številčnosti majhni. Seveda, zahvale so že padale organizatorjev, brez Maje in Glema te izvedbe sploh ne bi bilo, ker kljub temu, da smo ultramaratonci neustrašni, smo nekako potegnili ene zavore pred nepredvidljivih časih pandemije. Če lahko res, Milko, lepo si povedal, zato mene pa mislim tudi zelo veseli, da smo se malo zbrali tukaj, no, če prej rekel, če ne bilo Klemena in Maje, pa še koga najbrž, ne, bi bila ultrascena letos prikrajšana za kakšno tekovanje, tudi za kakšnega tekača več, no, ampak ker si omenil ravno naše bratske narode, Mirsa, ki se vidi na tebe, moram te vprašati, ti si praktično lastoročno in lastonožno postavil na noge ultraško sceno v Bosni, postavil si se skupaj na svetovni zemljevid, pred kratkim si izvedel že uspešno četrtič ali tretjič ultramaraton v Cazlinu, Big Ultra, ki je rezultat tvojih naporov, tega si lepo prijela. Kako si zastavil organizacijo, kako se nekako počuješ lokalno okolje, kako sodeluješ z njimi, kakšni problemi pri vas v Cazlinu, kakšni so izzivi za organizacijo, da primerjamo mogoče z lokalnim okoljem tukaj v Kranju? Ja, predvsem lep pozdrav vsem, hvala. Prvič je bilo to prva ultra deka, mi smo organizirali navadne maratone, recimo navadne maratone, ampak ultramaratoni to je prvič bilo. In seveda zadovoljni smo, odziv je, odbor imamo mesta in države, ampak mi smo, kakor je želeli po omeni, mi smo premajhni skupina, da mi lahko nekaj velikih organiziramo brez pomoči, bez skupnega sodelovanja. Tako da smo zadovoljni in tako si že omenil, da mi drugo leto imamo v načrtu, da bi pri vas v Sloveniji organizirali državno prvenstvo 12 ur. To je seveda, da nas vse, mislim, da je to velika podpora in močnejši. Klemen, Maja, zdaj sta čutvila še dodaten izziv za drugo leto, ne boste mogla še nekaj, čeprav sta prej rekla, da je to zadnjič, da se tega ne boste več šla. Še dobro, da ste staj vi počli, da ste slišali, da boste še delala. No in če je že Mirsa dejal, da bodo poslanci nedeli v Sloveniji državno prvenstvo, sklepam pa, da Hrvati tega ne rabijo narediti. Gospodine Dragan Janković, kažete mi, kako utrke, kako je recimo Polojska ultra kod vas, pomaže ultra sceni, kako privlače sjajne trkače i isto tako nove trkače i stvaraju medijske projekte visokog profila, ki so zanimljivi i za sponzore.
Prvo, da se nadovežem na misel, kako sam uspio shvatiti, prvenstvo Bosne bi trebalo ići do kraja. Da. Zanimljivo je, to je jedna moja stara vizija, ja sam da puno puta prije da bi napravili na prostorima bivše države prvenstva za sve države, da recimo prvenstvo na 12 sati bude u Kranju, da na 24 bude u Skoplju, i da se to tako svake godine mijenja, da imamo zanimljivo jednu veliku priliku takom, to je jedna, zavisi koliko disciplina na jednom prostoru, ali da smo nekako recimo svi skupa i da sva ta prvenstva budu zanimljivije i da budemo jači. To se desilo i prije 3 godine kad smo bili u Temišvaru na svjetskom, na europskom prvenstvu na 24 sata, baš je bio simboličan datum 25.5. dan mladosti kad je prvi put bilo svih 5 država na jednom mjestu sa svim zastavama, onako, s obzirom da smo svi nekako malo nostalgični po tom pitanju. Što se tiče prvenstava, jako je bitno da kalendari budu gusti, da ima puno trka na nacionalnom nivou. Nisu pajaci bez veze tu gdje jesu, isto kao Amerikanci, upravo zato što imaju bogat kalendar, isto kao i Mađari i to sve. I svi što smo tu negdje, ako si nekako naše kalendare obogatimo sa puno događanja, na tim događanjima ćemo se desiti da imamo puno više izbora ili puno više će se ljudi priključiti ultramaratonu, bit će kvaliteta na kraju dana i kvaliteta. I to se desilo u svim zemljama koji imaju bogat kalendar. Mi smo bili izuzetak i nismo imali nikakav kalendar, ali kod nas se desio obrnuti proces. Nama je kvaliteta donijela kvalitetu. A to se nadam da ćemo kasnije ponovno pretočiti još jednu veću kvalitetu. Što znači, žao mi je što je termin ove sutrašnje trke bio takav i mi smo prošli tjedan imali jednu važnu trku Backyard Ultra koju sam ja apostrofirao kao jednu bitnu trku za razvoj hrvatske reprezentacije na 24 sata. Pa nismo došli u ove godine u nekakvom željenom broju, ali da se recimo to nije desilo, ja vjerujem da bi sutra bilo 15-ak najboljih hrvatskih ultramaratanaca ovdje, ali danas će biti Še nekaj za naslednje leto, pridejo Hrvati. Iduće godine će Backyard Ultra biti početkom septembra. Slovenian 12-hour run, prav tako. I vi, pa nikoli da se pogodimo. Se boste zmenili kasneje na pivu, ja. Mi smo morali zato jer prvenstvo Evrope na 24 sata sljedeće godinu početkom 9. i morali smo vratiti termin nazad da bi napravili na toj trci nekakav izbor ljudi koji bi se na kraju krajeva stigli odmoriti do prvenstva. Ne može biti preblizu. Mi ćemo promijeniti. Perfektno. Škoda, ker imamo nobenega makedonca, pa črnogorca tukaj, ja. Hvala, Dragan. Gospa Nataša Robnik, rekorderka, prvakinja, ni da ni, ti si prisotna na veliko dirkah doma in tujini, kot najboljša slovenska ultraška zadnjega obdobja, vendar ne morda pogrešaš več prireditev v Sloveniji, prireditev tipa kot je slovenski 12-urni tek? Ja, moram priznati, da res, najprej vsem dober večer, moram priznati, da res pogrešam ultramaratonske tekme v Sloveniji, razen 12-urnega teka, pravzaprav pa 100 km. Jaz bi si želela še kakšno tekmo več, ko ste bili prejšnji teden v Backyard Ultra, to bi bilo nekaj perfektnega. Želela bi si 24-urni tek, državno prvenstvo, pravzaprav za mene so tudi takšna leta, da bi res želela ogromno teh tekm zdaj, ker potem bo prepozno. Po mi je zapisal, ker če eno zdaj nima časa, se prav 24 ur, 48 ur, Backyard Ultra. Logarska. Logarska Ultra, ampak ta je pa tako za višnjo. To bomo pa naredili interno, ja. Tako. Super, Nataša, res je, vsi bi si želeli več dirk, vendarle zaradi tega imaš bolj malo več izbire, pa da ti ni treba na vse iti, ne
sta dve v Sloveniji, pa moraš iti tam videti. Kecam se Zdravko Šupar bi šel na vse, če bi bile dve v enem vikendu. Ultraš namreč že 20 leti, ki je bil praktično res povsod, po svojem tudi glasbenik in zdaj bom prebral en vers, mogoče ga boste prepoznali, če ga niste, se ga morate naučiti do jutr. In tako iz ovinka stekla iz obraza šminka, sedaj se švica in poliva, še s komolci se preriva. Zdravko, kdaj bomo lahko v živo iz tvojih ust slišali himno 12-urnega slovenskega teka, ki si jo tako lepo spestil in je že na spletni strani dostopna, da si jo lahko do jutri naučimo vsi na pamet. Ja, hvala za vprašanje. Lep pozdrav tudi vsem prisotnim. Jaz sem namreč pred enim 7-8 tedni zelo nerodno padal, imam zlomljeno to roko, ki jo uporabljam za igranje kitare. Drugače bi ta himna danes bila tukaj, ne? To je resnica, ja. Tako da žal ni mi ratalo, sem se sam sebi zaobljubil, da bo in ni šlo skozi. Tako drugo leto upam, da ne padem spet. Himna bo posneta. Taka rokerska, taka prava, taka kot tudi moja duša. Jo bomo peli s tabo, Zdravko, po enih 10 urah na progi, ja, ti boš za hropu, krpelo roči, ja, mi bomo pa zadnje dve pokali, perfektno. Zdaj te prosim, če bo daš tale mikrofon morda do konca, gremo še en krog, ravno ogreli smo se, samo še en krog vprašanj, ki je format tretji part, oziroma tretji krog bo laufanje okrog stolpa Škrlovec, 77 krogov, ali bo že nekaj tazga. Vse zato, ker se ne da, sem dal ta izziv, ja, da bi komor rada je zmagovalc. No, Klemen, zdaj veliko smo slišali zdaj, vsi sogovorniki so povedali, da je slovenski 12-urni tek krvavo potreben v slovenskem prostoru, v kranskem prostoru in vse zadnje. Še eno priznanje ste dobili in sicer iz Mednarodne ultramaratonske zveze srebrni znak. Daj mi zdaj povej, vem, polno glavo imaš organizacije še za jutri, ampak vendarle se ozira že naprej, ne v prihodnost, zdaj so povedali gostje, kaj planirajo prideti k vam, kar je dodatna obveza, da se potrudite tudi v prihodnje, ampak kakšna je vizija dogodka? Iti po zlati znak, ki je morda mogoče še bolj zahteven, ali niti ni to tako pomembno, narediti državno prvenstvo, povečati, podaljšati ta dogodek na 24-48 urni. Kakšni so srednjeročni plani, da jih slišijo udeleženci, pa morda ostali? Ja. Plani so sigurno najvišji, ker če že od samega štarta, ko smo se začeli ukvarjati s temi prilikami, smo imeli najvišje plane, seveda po svojih zmožnostih, preko predvsem kakšna je ekipa in letos je Maja našo ekipo fejs pojačala, ki se pozna Martinanje in to res dobro dela. Kot sem rekel, če ne bi imeli najvišjih planov, bi se sigurno s tem več ne bi ukvarjali. Tako da razmišljamo, hodimo po tekmah, kopiramo najboljše stvari, razmišljamo, kje delamo kikse in normalno vsak let še ga odpravimo, pa po drugi strani še kaj drugega dodamo. Super, malo si tu misteriozen, to mi je všeč. Veliko stvari so povedali tudi sogovorniki, kaj si želijo. Mislim, da smo si med vrsticami že zaznali tudi tvoj optimizem, kaj še planirajo za prihodnje. Gospod podžupan, morda samo še to, če bi recimo kranjski 12-urni tek postal festival teka, cel vikend dogodkov, recimo res 14-urna zadeva, še kaj več, je mestni občini v interesu, da to morda bolj vključi, morda tudi v program športa, ki se pa je prav v letošnjem letu sestavlja za malo daljše obdobje. Sigurno. Pri 12-urnem teku si želimo to, da pač uspešno ponovi nekaj let, sprav, da to postane neka tradicionalna preditev. Tudi pred javnostjo pa upravičilo, zakaj smo to vključili v program športa. Tako da mislim, da že z naslednjo edicijo, mislim, da potem pade v to kategorijo, ker pač v preteklosti, zdaj ne bo govoril o tekaških prireditvah, ampak so že bila pač določena prvenstva, določeni pokali, pa potem je po eni ediciji
še enkrat oziroma dvakrat, pa potem to zadevo vključimo v naš program športa. Jaz osebno sem precej spremljal, kako se stvari dogajajo z Ljubljanskim maratonom. Pred leti, mislim, da se tudi malo sodelovala glede dokumentarca za 25. obletnico maratona. In pač vem, kako je to neka zanimiva prireditev za ljudi, za tekače od blizu in daleč. Ta je sicer malo bolj butična za pač ultra maratonce, ampak ne glede na to, pač gre za vrhunske športnike. Vrhunski športniki privabljajo gledalce od blizu in daleč in glede na to, pač koliko so Kranjčani te zadeve vzeli za svoje, spremem, da v prihodnosti bo samo še boljše. Super popotnica. Mogoče še gospod dr. Rudovč, se pravi, v tem letu se lahko obetamo državnega prvenstva na 12 ur, 100 km se že prej omenil, najbrž so tukaj še možnosti tudi za državno prvenstvo na 50 km na 24 ur in tako naprej. Kakšni so pogoji, recimo, da če še kakšen organizator v občinstvu, da nekdo kandidira za recimo organizacijo dogodka na tej ravni, na ravni državnega prvenstva? Kot sem že prej omenil, v bistvu vse tekaška tekmovanja, ki potekajo na cesti, izvajamo vedno v organizaciji z samim organizatorjem tekmovanja. In pravzaprav pogoji so, jih ni zelo veliko. Prvi osnovni pogoj seveda je, da imamo uradno certificirano progo s strani uradnih merilcev prog, kar je 12-urni tek potem pridobil. Drug del zgodbe je, kar se tudi tukaj že malo nakazalo, seveda vključitev tega teka v širši koledar tekmovanj svojega ranga, kot seveda potem tudi v koledar vsaj pri Evropski atletski zvezi, kar pomeni, da je treba pravočasno napovedati datume, kdaj se bo to dogajalo. Tako da recimo predlagam, da se ultramaratonci, priznam, da ne vem točno koliko klubov je, ki se s tem aktivno ukvarjajo, začnete dogovarjati za organizacijo in pripravite pravzaprav svoj koledar, ki ga potem mi lahko vključimo v naš koledar, v naš program atletskih tekmovanj v Sloveniji. Potem eno pomembno opomnik pravzaprav je, da v konkurenci državnega prvenstva lahko nastopijo samo člani klubov, ki so člani nacionalne zveze. To se pravi, ker praviloma cestna tekmovanja so odprta tekmovanja za kogarkoli praktično, ki se prijavi, to avtomatično ne pomeni, da bo lahko nastopil tudi na državnem prvenstvu. In tu se potem so pa seveda še kakšne organizacijske zadeve, kjer pa pravzaprav verjamem, da organizatorji, ki pridobijo labele svojih, bom rekel, stanovskih zvez, nimajo težav od tega, da morajo biti vse ceste zaprte in podobno spet. Ok, mislim, da smo osnove zvedeli. Jaz mislim, da lahko pričakujemo v prihodnjih letih kar nekaj novih tekmovanj, ki bodo štela za državne naslove. Nataša, da boš imela vitrino lahko še bolj polno. Ja, pa zdravo ti tudi pač v kategoriji, jasno. Ti si še vedno močan, se govori tam zunaj. Mirko Miklič, ti si eden, rekel, boljših ultratekačev v zadnjem desetletju pri nas. Videl si več svetovnih prvenstv, evropskih prvenstv, videl si več svetovnih tekmovanj, manjših ulter do večjih glamuroznih. Kam bi uvrstil, če bi primerjal, in da znaš biti dokaj neposreden in povedati stvarim take, kot so, kam bi uvrstil slovenski 12-urni tek? Kje ima še recimo potencial, kaj še lahko naredimo v Kranju, da se uvrstimo v bok, v najboljše tekmovanje tega ranga, vsaj v Evropi? 12-urni tek v Kranju se lahko primerja z vsemi tekmovanji v Evropi. Jaz vidim, ker ne vem, da razlova lahko pa kandidira za najboljše. Kot vedno, dr. Miklič, perfektno, aplauz, ki
vse vloženo delo je bila pohvala tudi predsednika našega najbolj eminentnega ultramaratonskega kluba pri nas. Dajmo iti počas v ciljno ravnino v zadnjih 25 krogov 100 krožnega, vsaj 12-urnega teka. Mirko, koliko ti zmanjka do 100 krogov lanskega pol kroga? Predlansko mislim. Predlanskega, ja. Hiter čas. Pa nekaj je, ampak ne prav veliko. Ali pa ni? En krog mogoče. Pol kroga, ja. To da ti si bilo še stisnil. Ja, kaj bi postali? Nataša, na tebe bo zmanjkalo manj kot pol kroga do absolutne zmage takrat. Joj, ne, če bi to, kot govorijo po kolovarjih, če bi dirka trajala 4 kroge, bi ga imela. Letos si odlično pripravljena, se govori, greš tokrat na vse ali nič, ali si še malo utrujena? Ja, pravzaprav še sama ne vem točno, kako sem še utrujena. Res, zdaj bo 14 dni, kar sem rekla, 24-urni tek. Kilometrina v Bosni sicer ni bila velika, ampak je bil tek izreden napor, ker je bilo skoraj 40 stopinj, so te res peklenske razmere. Tako da ne vem, od zadnjih 14 dni sem tekla velikrat pomalo, počutim se dobro, zdi se mi, da sem regenerirana, bom pa to verjetno jutri videla po nekaj ur. Tako da ja, tisti, ki ste v spremstvu, v 7 štartamo, ob 11 bo Nataša imela že 7 krogov prednosti. Bomo pa zračunali, koliko bo imela na koncu, ja, super. Lepo si povedala, no in če smo že pred Cazinu, Mirsad, mogoče še 2 besedi o tem, kaj se pa vendarle lahko v Kranju naučimo od Cazina, od tvoje dirke, jaz specifično si začel to na novo delati. Lahko veš kaj, videl si kranjsko dirko pred 2 letoma, pa zdaj kakšen nasvet pa lahko daš mogoče Klemenu pa Maji, kakšen trik, ki si se ga letos naučil, pa bi prav prišel mogoče za prihodnja leta. Seveda, vedno se učimo eno od drugih, kar mi imamo srečo v Bosni, da nam občina in mesto nam vse pomagajo. To je, oni nas držijo in mi drugače nekaj to organizirajo. Jaz res se čudim, da oni lahko organizirajo brez toliko velike podpore, kakor mi imamo v Bosni. Ampak če Bosna lahko pomaga, Slovenija Slovenija lahko pomaga. In vi ste res sami to dvignili na velik nivo in če bo občina, če bo mesto to še bolj pomagalo, verjamem, da je to svetovna leta. Gospod podžupan je malo zadregne, ki se on je že prej povedal, da je Kranj srcem in dušo tudi 12-urnem teku, kar me zelo veseli. Me pa ena stvar zanima, gospodine Janko, videli ste, imamo prave sjajne ultra trkačice v Sloveniji. A što bi trebali učiniti, da također kod nas stvorimo success story poput hrvatske ultra priče posljednjih 10 godina? Osim toga da zaposlimo vas kao savjetnika i trenera. Pa ja bih rekao da ono što sam rekao na početku, da kalendar čini bitno, naravno to u našem slučaju se nije desilo. Konkretno kalendar treba biti gušći i onda bi se puno bi se drugih trkača koji trče maratone, polumaratone, senzibiliziralo prema ovome i vremeno bi izašlo nešto, određena kritična masa ultramaratonaca koja bi dala jednog možda dobrog trenera koji bi to znao završiti. To je definitivno najbolji put. Mi smo imali sreće sa jednom fenomenalnom generacijom cura koje su se tu isprofilirali, to je bio jako veliki splet okolnosti koji je došao do toga, naravno da sam se ja našao na tom mjestu i bez obzira što sad te cure već polako zalaze, mi stvaramo, zahvaljujući tom prvobitnom valu, stvaramo novi val. Mislim da hrvatska priča uopće nije završila, da će to potrebati još puno i što je najbolje, mislim da konačno imamo i mušku dobru ekipu i nekak moja osobna želja je da za 2 godine na potencijalnom europskom prvenstvu u Slavonskom Brodu i muška ekipa osvoji medalju. A
znači prije svega da treba imati dosta natjecanja ultramaratona, ako imamo jednu ili dvije trke godišnje, da to nije dovoljno. A onda će ta kritična masa izroditi i neke talente, trenere koji će to znati prepoznati, pripremiti za to i tak stvari izbiti. Ultramaratonci se dugo stvaraju i treba biti između ostalo i strpljiv, jer pravi ultramaratonac poznaje se tek nakon što isteče otprilike 100 maratona, a za to treba 10-15 godina. I vi ste ih utrčali? Molim? Vi ste ih utrčali 100 maratona? 112. 112. Kakšen lep zaključek, zdaj so mi še lep prišepili na uho, da se ta naš pogovor tudi prenaša v živo na Facebooku, tako da pozdravljamo vse 3 gledalce, ki to gledajo. Žena, lahko greš spat zdaj, počas do konca. Hecam se, malo se hecamo. Počas bomo tole zaključili zaradi tega, da se utrujni organizatorji spočijo do jutri, da se naši govorci večina njih pripravi na dirko. Mogoče samo še zadnje vprašanje za zdravca. Koliko maratonov pa ultramaratonov si pa ti v teku? Vprašanje je dobro, odgovor pa ni. To bi se pesnik. Jaz sem svoj čas res vse vaške dirke delal, vse pokale primorskega, gorenskega, štajerskega, pomorskega, CR-Cup, Avstrija, Mađarska, Alpe Adria, nimam pa dobene evidence, kaj, koliko je bilo teh tekem. Sem pa nekje konc leta običajno tako pogledal, da je bilo 12 maratonov pa 12 tekov. Pač smo rekli ultramaratonov vsakemu, ki je nekaj čez 50, zdaj so bile 80 ali 100 ali 120, pa tudi tiste veliko malo daljši. Tako da ni številke, ni maratonov je sigurno nekje preko 100, mislim pa tudi ulter, da bi se nekje 100 nabralo. S tem, da moram se pohvaliti, da jaz se ne kitim z hitrostjo, ampak številom. Še dobro so pozne ure, da otroci tega več ne gledajo. Super, Zdravko, aplavše za Zdravca. Nove statistike, če bi se šteli vse vaše kilometre, bi prišli ne do Lune, ampak do Sonca. No pa zaključimo ta pogovor in prav je, da mi damo zadnjo besedo Maja, ker si ravno prenesla tale lušten pokal, ki ga je naredila druga Maja, za ta tek. Tek je presegla samo sebe, res najboljši se bodo potegovali za ta izjemen kos tekla, najboljša nova moški in ženski konkurenci, pa še za cilinder in izvrsten ženski klobuk. Maja, daj mi povej, malo si utrujena, že imamo jutri finale, super bo, podelk imaš dopust, da vam še vse to spravš. Kako je lepo delo organizatorja ultraprireditve, daj mi povej, je teže organizirati tekaško prireditev tega, ultra stila ali je lažje na njej teči? Vendar ne si bila na Štencah 2 leti nazaj. Ne vem, če se v bistvu že veseli, da bo že jutri tekma, tudi če pa malo utrujena. Jaz sem res zdaj neizmerno uživala v organizaciji tega teka, v pripravah, v komuniciranju s tekači. Mislim, to je res Slovenski 12 Studenci, ki je res tekma z dušo v organizaciji tega, sploh ta dan na okrepčevalnicah, med reditelji sodelujejo pravzaprav tekači, ki vejo, kaj to pomeni teč, mogoče ne vejo vsi, kaj pomeni 12 ur, ampak se zavedajo, da je to pač nek neizmeren napor in so res z dušo in srcem pri pomoči, pri podpori tekačem. Vprašanje, ne vem, kaj bi izbrala, uživam v organizaciji in v teku. Kot si rekel, sem leta 2019 prvič tekla na slovenskem 12-urnem teku, ki je bil tudi prvič v Kranju. Jaz sem bila navdušena nad organizacijo, na tekmo, res mi je bilo všeč. Vsi so pomagali, vmes sem že malo skoraj
zaupala, pa so me poslali naprej, pa so prišla do 3. mesta. Evo, pa še reče, da res to trenirala. Kakšne lepo misli za konec, spoštovana publika. Prav je, da tudi vam mogoče damo možnost za besedo. Sigurno imate kakšno vprašanje, kakšno kratko vprašanje za naše cenjene goste. Tukaj so na razpolago, sem vas vprašanje, kdaj jih boste še imeli takole razpoložene in razgaljene, da vam lahko govorijo. Kar dajte si duška, vprašajte jih, zakaj nič ne trenirajo, pa take stvari. Ja, mogoče? Vprašanje, sigurno Marko imaš vprašanje, neki se čokaš, da ne nimaš, ne? Boš letos tekel štet, več kot 100 km? Ne, idrnato, super. Kategorično zavrni to možnost. Boris, kaj pa ti, ko boš pa ti lahko? On bo prvo na svoj način, ne vem povem, da on teče, da rad teče rikverc, to je posebna disciplina, to povem zato, da je na Atletski zvezi lahko dal še eno kategorijo za državno prvenstvo, ki je rikverc. Ne treniraš koliko je rikverc. Tudi naprej kaj, super. Noro. Še en dolgo kakšno vprašanje? Ja? Dolgi? Ti kaj povedal? A eno vprašanje o manjši Kleman, ali pa za kogarkoli med vami, ki ste izkušeni ultraši, to me zmer zanima, pa mi noben ne znal povedati, zakaj, vraga, so vse najbolj zahtevne ultraške prireditve v najbolj vročem delu leta. Imamo tudi november, december, januar pa februar, Bog pomagi. Ampak zakaj mora biti vse junija, julija, augusta, pa možete septembra, pa če je septembra, mora biti v Grčiji, ki še zmer 30 stopinj. Kleman, ne vem. Ampak meni sigurno paše, če bi jaz bil v tekaški prireditvi, sigurno paše spet par pirov, da se odžeje. Mislim, da je najboljši govor danes, Edino 100 mrtvi reki, hvala Bogu, so prekršali to pravilo, zato bomo že letos tja teči. Mirko, mogoče ti veš, zakaj vse poleti sredi vročine? Ne bi vedel. Tudi ne bi všeč gotovo, ne? Super je, pa 5 minut si žena, Mirko, da žena lahko počas gasne računalnik, Naj to vprašanje ostane nerazrešeno, spoštovane in spoštovane. Jutri je zadnji dan vročinskega vala v avgustu. Hvala Bogu, da smo izbrali takole datum. Se vidimo zjutraj na štartu, progi, na progi. Hvala vsem govorcem, odlični sogovorniki ste bili. Jutri se vidimo, upam, da z vsemi tako in drugače. Spočite se, dobro trenirajte, čez 12 ur nas čaka slovenski 12-urni tek. Hvala lepa za pozornost. Lahko roči. Samo še eno fotko skupaj številkam. Kaj zdaj? Za številkam, z imeni, za